Potem, ko je Irena Potočar-Papež lani izdala knjižno uspešnico Jezikovna odličnost, je luč sveta ugledala njena druga knjiga z naslovom Bonton, bonbon za vsak dan. Knjiga se dotika pravil vedenja, ki krepijo osebno in poslovno odličnost. Ja, malo sem se poigrala s to metaforiko, ker mi je to zelo blizu. Zakaj se je vrinil pravzaprav v knjigo in tudi v naslov bonbon? Otroci pravijo bonbon, bonboni so dobri, bonbon tudi sicer simbolizira nekaj dobrega, okusnega in mislim, da je tako tudi pri obnašanju, kulturi dialoga in tudi vedenja. Se pravi, da ko nekaj naredi nekaj dobrega ali se obnaša tako, kot nam je všeč, da rečemo, to je pa dobro, to je bilo pa okusno narejeno, pripravljeno in zato ta okus po bombonu v knjigi. Knjiga, ki sta jo s slikovnim gradivom in karikaturami obogatila Tomaž Levičar in Branko Babič, predstavlja zbir zamisli in namigov, kako se obnašati v različnih okoljih, v katerih se posameznik znajde vsak dan. Torej poudarjam ne samo v poslovnem okolju, ampak res povsod, doma, v vrtcu, v šoli, v službi in družbi, kot sem tudi rekla na naslovnici. In tako posegam po različnih okoljih in tudi situacijskih primerih in se dotaknem tako jezikovnega bontona in recimo pisanja in sprejemanja elektronske pošte, kot na drugi strani organizacije dogodkov, vedenja na dogodkih, na pločniku, pa seveda tudi v pisarni, v šoli, v vrtcu, na pogovoru za prvo službo in tako naprej. Irena Potočar-Papež je po poklicu diplomirana pedagoginja in profesorica slovenščine. Na naši televiziji je imela tudi oddajo z naslovom Moja slovenščina, ki je bila med gledalci zelo dobro sprejeta. Za sabo ima bogate izkušnje, tako z nastopanjem kot organizacijo dogodkov. Kot pravi, so nekatera pravila bontona brezčasna. Ja, zagotovo nikoli iz rabe, tudi zdaj v 3. tisočletju, ne gre ta vljudnost, prijaznost, spoštovanje, torej vrednote, ki pravzaprav jaz pravim, ne poznajo hierarhije, so pomembne za vsakega človeka, ne glede na njegovo starost, izobrazbo, status, socialni položaj, družbeni položaj in tako naprej. Se pravi, spoštovanje sočloveka in da se pravzaprav zavedamo, da se moja pravica glede obnašanja konča tam, kjer z njo že ogrožam pravico nekoga drugega in da res vedno ravnam, se obnašam tako, da nikogar nikoli ne spravljam za zadrego. Nekatera pravila bontona pa so se spremenila in gredo v korak s časom zaradi spreminjajočih se potreb družbe. Tako na eni strani morda neke zadeve postajajo manj zapletene, pravila bolj ohlapna oziroma se jim prilagajamo glede na situacijo. Na drugi strani pa spet morda nekaj bolj togo. Mogoče kot zanimivost, če smo do nedavnega še nekomu, ki je kihnil na sestanku, rekli na zdravje, ali pa je bilo vmesno obdobje, ko je bil predlog, da se reče kihnilo se vam je in ta oseba nazaj hvala, ker ste opazili. Danes velja pravilo po bontonu, da se naredimo, kot da nismo opazili. Zakaj? Ker seveda s tem prekinjamo rdečo nit pogovora, sestanka in če nas je 10 na sestanku, je to lahko seveda zelo moteče, da 9 ljudi reče na zdravje, na zdravje, na zdravje. Tako da ja, so tudi spremembe. So stvari, ki veljajo za blage ali hujše oblike kršitve bontona, med težje oblike sodijo? Ja, zagotovo to, da ne pozdravimo, ko stopimo v nek prostor, v neko okolje, da ne uporabljamo, jaz pravim, čarobnih besed, kot so hvala, prosim, oprostite, da vstopimo v prostor, če le ni neka res posebna žalostna situacija z nasmeškom, ki odpira vrata, da ob tem naredimo očesni stik in s tem izrazimo pozornost do sočloveka. Ljudje smo namreč družbena bitja, radi imamo to pozornost človeka in to se seveda, kar dajemo, potem tudi vrača. Prav je, da pa kdaj naredimo tudi samo analizo, samo inventuro, sami sebi nastavimo pravzaprav gledalo, kajti nikoli nismo odlični, popolni, vedno so možnosti za izboljšave. V Ireninih mislih že nastaja 3. knjiga, ki bo logična posledica druge, a konkretni obrisi zaenkrat še ostajajo skrivnost. Pri nastajanju pa ji bo, kot do zdaj, nedvomno stala njena družina.